Vprašali, kako vi v vsakdanjem življenju skrbite za svoje zdravje? Ja, glede na to, da sem še aktiven kot trener, pride velikrat, da moram ogreti ekipo, da moram, če se kakšne poškoduje na treningu z njimi, še iti igrat, tako da lahko rečem, kar vsak dan skrbim za svoje zdravje. Drugače pa tudi hodim enkrat, trikrat na teden sam teč, 40 minut, tako da pač nogometaši smo navajeni na takšno življenje in tisti, ki se res nakvarja in to potem po karieri ne moreš kar nekaj naenkrat. Zanima, glede na to, da ste ambasador tega projekta, me zanima, kako ste zadovoljni. Ja, ta projekt smo začeli leta 2007 z enimi drugimi ljudmi, ki danes niso tukaj zraven več, ampak potem sta gospe iz Zavoda Socio prevzele, potem je bilo 2 leti, enkrat so bili na svetovnem prvenstvu, tako na Danskem leta 2007 in potem se je ta projekt nekako umrl, ker nismo dobili licence oziroma nismo se prijavili na te turnire zaradi finančnih tudi drugih vzrokov in sedaj so se gospe iz tega Zavoda Socio iz Celja, sta se lansko leto smo se spet povezali, nekako rekli, da ta projekt speljemo oziroma spet zaživimo. Oni so se ogromno angažirali okrog tega, jaz sem pomagal, kako sem pač sam mogel, predvsem za opremo in za te druge stvari in tako je, da je spet ta projekt zaživel. Letos so bili na svetovnem prvenstvu v Braziliji, oziroma lansko leto v novembru, letos grejo na svetovnem prvenstvu v Parizu, tako da bomo ta projekt nadaljevali, ker mislimo, da tudi ti ljudje, ki so nekje na robu naše družbe, si zaslužijo naše pozornosti. Najlepša hvala.